Ok, smo? Se pravi, jaz imam zdaj enako kot vi tole vajo odprto. Imam eno sekcijo, kjer je samo en stolpec in samo en modul z besedilom. Potem imam eno sekcijo, kjer je v ozadju slikca pa barva. Imam 3 stolpce z besedilom in pa še eno sekcijo, kjer je samo en stolpec in pa spet besedilo. Torej, zgleda takole, kakor je ta zadnja vaja. S tem, da sem jaz pozabil nastaviti si tukajle, da ima luminosity, da bomo imeli vsi isto, pik. No. Evo nas. Ok, zdaj pa, preden bomo spoznali vizualni urejevalnik, si dajmo zapomniti še enkrat tele 3 barve. Torej, sekcija, navadna sekcija je modre barve, vrstica je zelene barve in pa modul je sive barve. Če bi imeli slučajno full width sekcijo, bi bila pa roza. Tako da v trenutku, ko bomo, pojmo zdaj na našo novo spletno stran, če niste recimo kliknili na update, tako da se zadevščina oziroma na publish, tako da se zadevščina objavi, dajte to klikniti, tako da imamo shranjene vse te spremembe, če ste klikali na preview prej, drugače pa si dajmo pogledati to stran. Tako da smo na tej podstrani in jo gledamo tako, kot bi katerikoli uporabnik to stran videl. Ja? Ok? Lahko tudi, ko ste v tem urejevalniku, lahko imate tukaj zgoraj view page, lahko direktno kliknete tukaj in vas bo vrgel na tisto podstran direktno iz tega urejevalnika. In zdaj, na katerikoli od teh podstrani smo, boste tukaj zgoraj videli, da imamo Enable Visual Builder. En gumbek, če smo pa v tistem urejevalniku, ki smo bili prej, imamo pa direktno zraven tukaj zgoraj Use Visual Builder. Kliknite na eno od teh 2 opcij, se pravi, jaz bom tlele kliknil na Use Visual Builder. Je vseeno, ti bi mogli isto, ali Enable Visual Builder, ali greš pa tamle pa Use Visual Builder. Katarina midva vsem najdla uno stran, ki si jo predizajnirala. Evo ga, pa daš tlele Enable Visual Builder od zgoraj. Pik. Če boste dobili tutorial, dajte samo start, da preskočimo tole. Daj sam reload do builder. Evo ga. Ja, kar start. Pa še start. Ok. Na prvi pogled seveda stvar zgleda ful isto. Tako, kot smo prej videli, ko smo bili na naši spletni strani, od zgoraj imam modul, tukaj imam vse te module, ampak če jaz začnem zdajle miško premikati, boste hitro videli, da mi on za vsako od teh stvari, če grem z miško čez, začne ponujati ene informacije. Zdaj pa, da ne bomo mi dobivali teh opcij samo takrat, ko gremo z miško čez, bi jaz predlagal, da najprej vsi skupaj kliknemo tukaj na tele 3 pikice od spodaj, da dobimo malenkost več opcij tega urejevalnika in da greste potem čisto levo spodaj na tele 3 pikice, čisto levo, da dobimo zgoraj meni, pa dajmo poklukati tele 3 stvari. Se pravi to, pa to, dajmo klikniti, da dobimo še nekaj dodatnih opcij tukaj spodaj zdajle. Pa lahko zdaj tole zapremo. In dajte klikniti na tole, ta tretjo možnost, ki zgleda tako kot 9 kvadratkov, tako da dobimo naenkrat vse te možnosti na zaslon. A se spomnite zdaj
barve, ne? Modra, zelena, siva. Ne? Se pravi, tukaj imamo zdaj direktno, tako, kakor je bila stvar postavljena, tako, kot smo jo imeli postavljeno prej v tistem urejevalniku, kjer smo zelo enostavno lahko videli, ne, kaj je modul, kaj je vrstica, kaj je sekcija, imamo zdaj mi to aplicirano na samo vsebino. Ne? In če se jaz za hec zdaj postavim kamorkoli v recimo tekst, ne, lahko preprosto kliknem in začnem pisati. Ne? Preprosto kliknem in začnem urejati to vsebino. Ne? Kamorkoli bi že želel, lahko klik in stvar spremenim. Videli boste tudi, da so določene ikonce enake. Ne? Če bi tukaj želeli recimo duplicirati modul, imamo isto ikonco za duplikacijo, se pravi ali modul, ali vrstico, ali sekcijo. Zakaj so uporabljali drugo ikonco za možnosti, ne vem. Verjetno je to ful globoka dizajnerska odločitev, ampak ikonca za možnosti, isto, kar je bila tam hamburger meni, je tukaj tale kolešček. Ne? In na katerega koli, dajmo za hec klikniti na možnosti tegale modula na sredini. Ok, mislim, da imamo potres 5. stopnje. Ko smo kliknili na možnosti tega modula, a se še spomnite teh 3 zavihkov? Ne? Te 3 identični zavihki, kakor smo jih imeli prej, ko se je možnost odprla, imamo zdaj tukaj. Ne? In mi lahko to okno primemo in ga postavimo kamorkoli v zaslon. Če grem z miško tukaj le spodaj desno, lahko si primem in povlečem in repozicioniram to kamorkoli na zaslonu, oziroma če bi kliknil na tole ikonco tukaj le zgoraj desno, mi vse skupaj prepopa na eno stran displeja, tako da imam možnosti in pa potem vsebino. Ne? In katerokoli od teh stvari, ki sem jih prej imel v ozadju, ne, in nisem točno vedel, kako bo stvar izgledala, lahko zdaj tukaj urejam in takoj vidim, kaj se je zgodilo. Ne. Dodal sem nekaj znakov in pa lahko grem zdajle naprimer na zavihek design in se začnem igračkati. Ne. Grem recimo v heading text in si bom izbral drug font. Bom rekel, da je font recimo Arial. Jaz nimam heading teksta, ampak imam samo tekst, tako da bom šel pod tekst in to spremenil. Pa bomo šli spet Arial, ne? In tukaj lahko vidim spremembo. Kako pa sem jaz brisala to besedilo in sem si pa dala nazaj slikce, ne? Okay. Lahko tlek je zdaj dodam, da bi Absolutno. tekst dodala na sredino. Ja. Lej, enako, kot je bilo prej, samo tole bom zdaj kliknil tukaj. Še pridemo do tega, ampak da zaprem tole, moram samo klikniti tukaj na kljukico, da pridem spet do vseh teh možnosti. Ne? In zdaj pogledaj, ne? Barva tega je siva modul. Ne? In zraven vsakega modula imaš plusek. Ne? In če klikneš na ta plusek, bo dodalo v tisti prostor en nov modul. Ne? Kliknem recimo sem in mi bo enako možnost dal. Ne? Spisek vseh modulov in zdaj si izberi recimo tekst, oziroma lahko bi tudi tukaj le čisto zgorje, ne, v search začela pisati TE, pa bi ti dal takoj tekst modul na izbiro, ne? Da ne rabiš poskrolati dol, oziroma da jih ne rabiš iskati. Torej, kliknem na tekst in imam takoj še en modul, ki je tukaj. In enako, ne? Enako, kot smo lahko recimo prej module prijeli in potegnili na eno drugo lokacijo, lahko tudi tukaj. Ne? Ta prva ikonca po vrsti, ki sta 2 puščici, ki kažeta vse 4 smeri, če primem
in potegnem recimo sem, imam zdaj imam zdaj naenkrat to postavljeno tukaj in če primem in potegnem sem, imam modul postavljen tukaj. Ne? Tudi stolpce. Ana Marija, vprašanje, na kateri od teh treh tipov gradnikov lahko ti spreminjaš možnosti za stolpce? Ja? Ki je kaj? Tako, ne? Znotraj možnosti vrstice imamo isto ikonco, kot je bilo prej, ne, za stolpce in lahko spremenimo možnost, da bi recimo jaz imel, ker imam že 3, imel pa 4, ne? Evo, in imam četrtega in zdaj pri četrtem, ne, za tega, ker je prazen, imam tukaj takoj samo puščico plusek oziroma ikonco plusek in lahko dodam en nov modul, pa bom dal za hec slikico, da bo malo drugače. Zdaj, ogromno enih konceptov, ki smo se jih naučili v ta prvem urejevalniku, je tudi tukaj. Ne? Mi imamo možnost iti praktično nešteto korakov nazaj, tukaj. Ne? Vsaka sprememba, ki je narejena v urejevalniku, je tukaj le v historyju. Nujno, ne? Če boste delali spremembe, je tale ikonca tukaj, save. Ne je spregledati, zato ker drugače res je, ne, opozoril vas bo, ampak če niste pozorni, pa boste tudi to spregledali, pač boste izgubili vse. Ne. Zdaj pa undo pa redo se pa nahajate na eni drugi lokaciji tukaj. Ne. Undo, redo in lahko skačete med eno in drugo spremembo, enako kot je bilo v tistem urejevalniku. Mislim celo, da bi morali delovati Ctrl-Z, tako kot v večini aplikacij, se pravi, da skoči on en korak nazaj v eno izmed sprememb, ki jih nisem želel. Takrat, ko se recimo igramo za postavitvijo, imamo tukaj 3 možnosti, ki nam takoj pokažejo, kako bo stvar izgledala na tablici in pa kako bo stvar izgledala na telefonu. Ne? Tako da, če kliknete na tele 3 ikonce, boste hitro videli, da zadevščina skoči ok. Ne? Takole bo stvar izgledala na tablici. Ne? Od mojih 4 stolpcev so naenkrat, 2 sta zgoraj, 2 sta spodaj. Zato, ker je pač stvar responsive design in pa če kliknem na telefon, mi splošči enega za drugim, naprimer pri tem elementu. In pa še ena ikonca, ki je zelo uporabna, če imate zelo veliko teh stvari. Tale lupica, če kliknem na lupico, mi bo vse skupaj pomanjšal, tako da lahko vidim malo več na zaslonu. Tako da ne rabite scrollati potem 15 minut vsakeč, da prijete do kakšne zadevščine, samo na tisto lupico kliknete in vam zoomira zadevščino konkretno ven. A je kakšno vprašanje? Zdaj, jaz zelo rad pač grem najprej skozi tisto prvi urejevalnik samo zato, da vidimo te koncepte. Se pravi, to je zdaj še vedno sekcija, da se ne zgubimo v vseh teh gumbkih, ki bi naenkrat skakali in enih ikonc, ki bi naenkrat skakali gor, dol, levo, desno. Da vidimo, zdaj tudi tukaj, naprimer, da vidimo, da je ta stvar zdaj tukaj stolpec in da je v tem stolpcu oziroma v tej vrstici so 4 stolpci z neko vsebino. Torej vedno, takrat, ko bomo postavljali, moramo razmišljati v kontekstu tega. Ok, želim si postaviti to in to hočem imeti približno tako. Se pravi, kaj bom najprej? Postavil si bom sekcijo in potem začel metati vsebino v te zadevščine.